En lep večer, Tanja Skaza z vami v oddaji oziroma v liveu, vse se da. Danes je malce pozna, ne boste verjeli, da tudi meni se zgodi, da lahko kdaj zamudim. Evo, in sem res zamudila, ampak nič za to. Bom krajša, bolj sladka in povedala tisto, kar si želim. Dobro, danes sem izbrala live na temo, zakaj sem dejansko oblikovala to akademijo Spremembe vredna. Ene so jo lahko začutile na samem dogodku, ki sem jo imela v Kristalni palači. Kaj je cilj tega, da nekaj počnemo in da delamo ne samo enkrat, ampak da je pač treba neko kontinuirano obdobje delati spremembe v svojem življenju, zato da lahko spremenimo svoje prepričanja. V to sem prepričana, tudi že s tem namenom, ker že osebnostno že zelo dolgo delam na sebi. Naredila sem ne vem koliko tečajev, Joe Dispenze, Deepak Chopre, naredila sem Bruce Liptona, potem Robina Sharmo, my God, koliko drugih ljudi, ampak vedno nekaj, kar sem imela nek program, ki je trajal nekaj časa, mi je naredil neko spremembo, kar pomeni, da resnično to drži. Samodisciplina te pripelje tudi do samoljubezni oziroma do svoje vrednosti in varnosti. V primeru, če sem tako nekaj delaš, živijo drage moje, še enkrat en lep pozdrav. Če karkoli tako malce delamo in potem ne pustimo nobenega pečata, to meni, da ne vemo, zakaj smo to delali, je to samo nekaj, kar smo naredili. In glede na to, da, a veste, ko nas naučijo ne vem, v šolah, da je treba brati, ker če boš bral, boš pameten, da je potrebno to pa to narediti, da se učiš, da boš, ne vem, razgledan in tako naprej. Naj povem, naj podelim, delajte samo tisto, kar čutite in tako, kot čutite. Lahko, da boste eno knjigo brali 14 dni, naprimer, zdaj govorim o eni malo debelejši knjigi, ali pa tanjši, bom raje drugače rekla. Lahko knjigo preberete v 2 dneh, lahko pa to isto knjigo berete 2 meseca. Spomnim se, ko sem začela brati to Podedovanje družinske travme, glede na to, da sem bila že na tolikih obredih, me je to zelo zanimalo in se spomnim, da je to bil tako kot moj učbenik, ko sem vsak dan nosila ga v službo, sem ga nosila v poslo, da sem pogledala, sem se usedla na teraso, kamorkoli. To meni je knjiga začela živeti z mano. In se veste, ko je učitelj pripravljen, ko je učenec pripravljen, učitelj pride, ne glede v kakšni obliki. Vi ste tisti, ki se odločite, kako boste to izbrali. Boste delali na sebi ali ne. Delo na sebi, my God, ni enostavno. Podpišem, res ni enostavno. Vam pa obljubim, da pa je vsak sleherni mesec vaše življenje lepše. Vsak sleherni mesec ste bolj mirni, vsako leto bolj veste, kaj želite, kaj ne želite, bolj čutite, kaj vas izpopolnjuje, kaj pa čist brez veze. Bolj veste, kam bi šli, kam ne bi šli in tako naprej. Zakaj akademija se tudi imenuje Spremembe vredna? Ker sem prepričana, da če ne delamo nobenih vaj, potem nič ne moremo spremeniti, se lahko samo navdihnemo in čez 14 dni bomo čisto isti, kot smo bili. Če pa delamo, če pa naš dela, če naša roka dela, če naše srce se odpre, če čutimo bolečino, potem pa lahko rastemo. In samo skozi bolečino vi spoznavate, kateri so tisti vzorci, ki so noter v vas, da jih lahko odpravite. Če ni bolečine, potem veste, koliko še imate priložnosti. Ko mi nekdo reče, jaz še nikoli nisem začutil bolečine, si jaz mislim, oh my God, koliko je še prostora za rast, kdo bi ta oseba lahko bila. Ker skozi napake se največ naučimo, skozi razne, ne vem, ko nas nekdo izneveri, ko se nam zgodi, ne vem, kakršnokoli krivde, lahko mi spoznamo naše občutke, vemo, kaj se skriva noter v nas. Ne vem, če vas zapusti partner in ga imate noro radi, šele takrat lahko ugotovite, koliko ljubezni je skrito noter v vas. In tako naprej. Ampak, gremo zdaj, da sem si računalnik pripravila sem si nekaj listov in še, ker so eni listi čisto izpolnjeni, sem jih pol mogla zdaj nekaj narisati, da malo
nekaj narisati, da boste lažje vedeli, zakaj je takšen program. Prvo, zakaj ženske? To meni spremembe vredna govori o tem, da je potrebno malo nekaj biti vreden za to, da lahko postaneš sprememba. Spremembo pa delaš. Delaš. Vaja dela mojstra, mojster dela vajo. Ok, kaj je pomembno? Zakaj sem izbrala ženske? Zaradi tega, ker ženske rodimo, ženske dajemo življenje, ženske gradimo odnos. Ženska vloga je, da vzpostavimo ta odnos, da pokažemo, kdo smo ženske, da pokažemo, noter v nas je in ženska in moška energija, vendar prav je, da pri ženskah prevlada ta ženska energija. In s tem mi soustvarjamo lepše okolje, tako doma, kot tudi v podjetju. Zanimivo pa je, da se ženske, uspešne ženske, ali pa rečemo tista ženska, ki je nekaj naredila na sebi, zelo nerada druži ženskami. Zato, ker v mislih ima žensko, ki je zahrbtna, ki je, ne vem, tako posmehljiva. Dejansko ima v mislih to žensko drugačno, da se pred to žensko ne more odpreti. In resno tako kot lele sedim, naj vam povem, da lažje, izredno lažje, ko imam moškega na coachingu ali pa žensko, mi je dosti lažje z moškim. Moški ima fokus, jasno ve, koliko je plačal in kaj hoče imeti za to. Medtem ko pri ženski, da se odpre, potrebuje najprej vedeti, da lahko zaupa, najprej rabi dobiti roko, da lahko ona ponudi roko. To že samo pomeni, da ženska gradi odnos. In v to sem tudi prepričana, da samo ženska drugi ženski lahko pomaga in da jo opolnomoči, da spozna svojo vrednost. Moški v eni smeri, medtem ko ženska samo ženski. In tako je do tega prišlo. Jaz se tudi nisem nikoli tako rada družila z ženskami, ker naprej so imele kaj zame zapovedati, potem sem se malo izogibala, pol sem pa videla, pa ne vem, me pa vedno nosilo k ženskam, zlatarni me nosilo ženskam, sem imela same ženske, pol ko sem tudi bila, težko sem bila prej, naprimer v butikih sem bila s samimi ženskami, potem tudi, ko sem bila, kjerkoli, ko sem delala, sem si ženske zraven, ženska in sem videla, da če ženska zna balansirati svojo vlogo, lahko zelo, zelo dobro delajo. Zelo dobro. Moški ima fokus, ženska zna pa graditi, soustvarjati zgodbo. Ok, pa gremo pogledati, zakaj je nastal tako program. Program je nek del moje življenjske zgodbe ali pa nekega mojega življenjskega procesa, kako sem prišla do tega, kdo sem danes. In kar začnimo. Jaz bom tle malo si pomagala s programom, ki ga imam, tako da mi bo lažje. Mogoče še to povem, ki se mi tudi zdi najbolj zanimivo. Ta se mi zdi zanimiva. Ko pridemo, najprej gledamo, katere ženske so. In hitro najdemo tiste ženske, ki smo po podobnih vzorcih, ki imamo podobne vzorce. In s tistimi se kar nekako skonektamo, ali pa mogoče na začetku tako vse opazujemo, ker ponavadi ženska, uspešna ženska ali ženska, ki nekaj želi narediti v življenju, je bila razočarana. Ima močne vzorce in te vzorce potem ne dovoli, je ranljiva in ne dovoli to ranljivost, da bi jo kdorkoli ponovno ranil. In je malce odmaknjena. In to si predstavljate, kako izgleda prvo srečanje. Prvo srečanje je tako malo. Gledamo, kdo je, kakšen je, dodelujemo nekak status, potem pa ta status nas sploh več ne zanima, ko se spoznamo. In če na začetku pridemo in se nekako spoprijateljimo, mogoče z 2, 3, na koncu enega leta spoznate, da tu nimate več kaj delati, ker te vzorce ste razdelale in greste in se bolj skonektate s tistimi osebami, ki ste spoznale podobne vzorce in podobne vzorce čistite. Ok, ampak zdaj, ko govorim toliko o vzorcih, je pol to malo, je boljše, da vam to pokažem, kako to izgleda. Tako da res je, tiste, ki so bile, mogoče bojo katera tudi povedala, treba se večplastno, tako kot so nas naučili v šoli, večplastno se oblači, da se lahko tudi večplastno slačimo, vendar mi se navznotri slačimo. Kar pomeni, iščemo to notranjo lepoto, da ženska res začuti, da je srečna, srčna navznotri, ni potrebno navzven.
tako kot me ena opisala, včasih je mogel vsak las stati, danes pa ni potrebno, da kak las stoji. Pomembno je, da je navznotri, da si miren. Prva vaja je tako in tako najtežja. Prvo srečanje, priznam, najtežje, ampak najbolj zahtevne ženske tek in tek pridejo same take, ko so zahtevne do sebe, ko res toliko zmorejo, in jaz vem, da prva mora biti najhujša, ker ta bo za njih, pol če grejo čez to, pol je vse lahko. Pol se mi zdi se easy peasy. In prva je sprejemanje sebe. Sprejemanje sebe, to pomeni, kdo sem in kaj si želim. Tako, malo imam pripravljeno, naprimer, kdo sem in kaj si želim. In največkrat se nam zgodi, da se sploh ne znamo opisati. Če vas danes vprašam, kdo ste, a znate našteti svoje vrednote, da veste, da ste, ne vem, zanesljiva, učeča, skrbna, odgovorna, pogumna, drzna. In včasih se nam to zgodi, da mi sploh ne vemo, kdo smo. In potem gledamo in gledamo in gledamo in na tak način mi najprej se moramo me napolniti. Rada uporabljam kjerga od mojih avtorjev, ker sem je tako, lej, to je čisto vsak, je Wayne Dyer, je to čisto vsak posnel in pol so vsi to isto in zdaj jaz isto naprej dajem. Kar imaš noter v sebi, če imam jaz 10 kuljev, vam 10 kuljev lahko dam, ne moram vam jih dati 100. No? In enako je to, če jaz pri sebi lahko naštejem samo 5 vrednot, kako bom videla druge vaše vrednote? Ne? In če želim se počutiti vredna, je pomembno, da si najdem te vrednosti, kje sem vredna. In to pomeni, da moram najti te prave lastnosti. In na tak način tudi delamo SWOT analizo. SWOT analizo. To je malo tako, če nam je težko jo najti, potem poskušamo z drugimi ljudmi jo poiskati, ampak v vsakem primeru je zelo dobro, da ozavestimo naše prednosti, naše prednosti potem oplemenitimo, ker to so naša največja vrednost, lastna vrednost. Slabosti, jih ozavestimo, vendar ne delamo zdaj drame ven iz tega. Samo ozavestimo, kdo smo, to pomeni, da si znamo najti prave ljudi, da vemo, kje glih nismo odlični, kje ne briljantiramo. Nevarnosti so vedno dobre, da nekoga opozorimo, zato da ne bo doživel šoka. Vem, koliko je ura, je že šamarja, 10 minut sem za eno. In potem vsekakor priložnosti so pa tam noti pa skrit zaklad. Tam je pa najbolj skrit zaklad. Ok, prva gremo res vase. In si predstavljate tam, ko morate stopiti tako pa reči, pa mi našteti, pa nič ne veste. My God, naslednji že vse veste. Ker potem se najdete, se kar hitro skonektate in pa pri drugi najdete in ona druga pove, čudovito. Prvo pomeni, postavljamo steber. Kdo v resnici sploh smo? Druga se začne tako. Ko mi kdo reče, sploh ne vem, kdaj naj kaj naredim, moram lulati, moram to, moram skuhati, moram otrokom zlikati, moram biti z otroci. Absolutno, če želimo živeti popolno življenje, to vsi ti naši guruji, naši slavni guruji ali pa kakorkoli govorijo, da je treba svoje življenje narediti v ravnovesju. To meni v 4 ravnovesju. No, jaz sem to ravnovesje malce drugače preoblikovala in smo razporedili vloge. To pomeni, da to izgleda takole. Naredimo vloge, zdaj pač imate mojega, moram ga tako, da ne bom čisto od blizu. Dan ima 24 ur, v 24 urah se točno ve, koliko ur je prav, da spite, koliko ur jeste in koliko ur imate časa za rekreacijo. Zdaj pa pogledajte, koliko drugih vlog je potrebno razporediti. Vi ste, naprimer, jaz sem Tanja, jaz sem žena, jaz sem mama, jaz sem poslovna sodelavka, jaz sem voditeljica, to meni lastnica podjetja, jaz sem še hčerka, sem sestra, sem prijateljica, sem učenka in marsikatero vlogo. Vsako izmed teh vlog je potrebno izpolniti. Da je lahko izpolnimo, pomeni, da si točno določimo, koliko časa. Ne morate biti v službi 10 ur, če imate doma še družino, če še vodite, ne morate 10 ur delati operativno. Če ste, na primer, lastnica, je potrebno se zavedati, kakšne vloge boste razporedili. Če imate otroke in tako naprej. Ok, to je drugo področje, katerega vi začnete sebe postavljati v balans. Tretje področje, sekundo, veste, vse zdaj ne znam čisto na pamet, kako so. Super. Na tretjem modulu, ki je sestavljen iz 2 dnevov, to je nekje, bom pogledala, mislim, da imamo 15 srečanj, nekaj takega. Tretji modul je sestavljen, prej so moje drage dame imele, moje drage ambasadorke, ki so zdaj čudovite, ki bi mogli videti njihovo povezavo, opolnomočenje in tako naprej.
smo imeli kakavo obred. To pomeni ceremonialni kakavo obred in naslednji dan smo gledali, katerimi vzorci se mi ukvarjamo. Kaj se nam dogaja, koliko imamo odprto srce, kaj nas moti, kaj nas ne moti. To pomeni, začele smo se odpirati, postajati pristne. Aha, ta me moti, ta me to, ta je to. Takrat pri tretji se šele odpremo. Mi imamo pa zdaj, drage moje, obred ljubezni. Tako da, evo, to je moje darilo, tako da sem zdaj dala notri, moje drage ambasadorke, ki so imele na koncu, mi ga imamo pa zdaj, sem da ni namesto 3-dnevnega, ampak je 2-dnevni. 2-dnevni, pripravimo se in potem vsekakor imamo potem obred ljubezni. Tako, res, da se odpremo, opolnomočimo to, kar smo dobile, to, kar smo sprejele, da lahko gremo naprej. Ok, to je potem, to sta 2 dneva, to pomeni, to je tretji modul, ki pač ima 2 srečanja, ne? 2 srečanja. Ok, ko smo se mi opolnomočile, ko smo res naredili nekaj na sebi, je pa prav, da ugotovimo, kateri vzorci so pa skriti noter v nas in jih mi ne vidimo. Zakaj jih ne vidimo? Zaradi tega, no, to sem pozvala povedati. Pri obredu ljubezni se vsekakor sprejmete in ne sodite. Kar naenkrat vidite, da ste vse sestre, da ste si ful podobne, da ta ima malo večje bolečine, ona ima malo manjše bolečine, ta je malo bolj zadržana, ta hoče ven skočiti, takrat sprejmete sebe in več se ne sodite. Ok, gremo naprej, to so hotela, ne? Na postavitvi družine resnično tudi tisti, ki ne boste ali pa se ne boste udeležili moje akademije, vse to, kar vam dajem, skozi vse to sem šla ne enkrat, 2-krat, večkrat. To pomeni ničesar, vse, kar je napisano in kar sem jaz dala čez, kar je meni pomagalo, kar je meni odprlo marsikatero bolečino, dajem naprej. Postavitev družine pomeni, da mi sami ne vemo, katere vse vzorce nosimo v sebi. Pravijo, da vzorce lahko nosimo 7 generacij. Jaz sem zdaj na list, ker nisem želela mojega drevesa vam pokazati, družinskega drevesa, ker imam tudi napisano, veste, jaz sem Balkanka, to pomeni razna imena, pa tudi ne želim tako, da se cela moja lista vidi. Predstavljate si, zdaj sem vzela samo, to pomeni 1., 2., 3., 4. generacijo. Poglejte, koliko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 vzorcev lahko imate, ki jih vi sploh ne poznate. Mislim, imate 7, ampak poanta tega je, da vi določene vedenjske vzorce nosite od vaših prapradetkov, ko mogoče sploh ne veste, da ga imate notri v sebi. A ni dobro, da se to odpre in da se odkrije. No, in s postavitvijo družine, pri naši postavitvi družine, se dela to, da mi skupaj odkrijemo naše vedenjske vzorce. To meni tiste vzorce, katerih so skriti noter v vas. To se po moje spomnite iz mojih videov, jaz sem imela 2 izrazita, še pred letih, pa rečemo ne toliko, še vedno jih imam, ampak jih imam ozaveščene. Ko mi mal pade, cp, točno vem, kaj je pomembno, da se potem napolnem s tem, da se napolnem. In sicer so vzorci. No. Ok, vmes je malo prekinilo, a sem se vrnila nazaj. Malce je prekinalo, govorim o težkih temah, pa se pa vmes prekine. In ti vzorci, jaz sem se za 2 zavedala, ampak tudi na način, da bom vesela, če mi kdo napiše, da se vidimo, ker mi je napisalo neki sklop, tako da vidim, čeprav neka vas je gor, tako da moj močen vzorec je bil nesprejetost, ker sta moja 2 starša prišla, mama iz Srbije, oče iz Bosne, in ko sta zelo mlada prišla sem, nikoli se nista čutila tako sprejeta kot Slovenca, in sta ta vzorec dala meni, prvo tudi zaradi tega, hvala Joži, hvala. Ta drugi vzorec, ki je pa bil močen, je bil pa ta, da mama prihaja iz premožne družine in edino ona ni se izšolala ni izobražena, univerzitetno izobražena, tako kot vsi cela njena družina. In vedno je imela tisto nevrednost noter v sebi, in jo je tudi meni dala. To pomeni, kadarkoli sem rekla, jaz bom pa nekoč,
tudi taka gospa, kot je moja soseda, je vedno tako znala reči, daj nekaj, naredi prvo šolo. In za kogarkoli, ko sem hotela, ko sem občudovala, rekla, ja, ona dela v pisarni. To sem že enkrat govorila. To meni moj drugi vzorec je bil zelo močen nevrednost. Zelo, zelo močen nevrednost. In tretji vzorec, ki sem ga čez čas spoznala, čez postavitev družine, sem pa spoznala, da imam ponižnost. Moja babi je bila sirota in je iskala skozi tisto mesto in jaz mislim, vedela sem, da je sirota, ampak vedno bila taka zahtevna, težka. Nikoli nisem videla, da išče tisto svojo potrditev. No, in prav tako tudi skozi postavitve nekatere vzorce vi sami spoznate. In zato delamo 2 dni, ker prvi dan delate postavitev, najprej delamo mamo, naslednjo nadaljevano delamo pa očeta, ampak mami noter vse skrito. Vse je skrito. Že to, da vam samo povem, vam dam eno nalogo. Če se zdaj vprašate, kako vidite svojo mamo, kako jo vidite? Če vidite, naprimer, ko se spomnim pred letom, sem za mamo, kaj vse sem napisala, oh my god. Se vidi, da sem bila jezna na njo, razočarana in tako naprej. Danes se tega več ne pišem, ampak to je v redu. Na tak način vse tisto, kar sem za mamo napisala, sem vedela, da moram jaz razčistiti. Tako da, evo, eno nalogo vam dam. Napišite, kako vidite svojo mamo. Napišite svoje lastnosti vaše mame in boste vedeli, kje ste, na čem je potrebno še delati. Ok? Dobro. Gremo naprej. Ko postavitev družine, ko spoznamo naše vzorce, tako, to ni zdaj tako, vi boste malo prišli malo dol, prijete dol, ker je treba, zdaj ste bolečino odprli, Zdaj je treba pa to rožico zalivati, zdaj pa treba pozdraviti to rožico. Kaj pa mi naredimo? Mi največkrat, kot nas nekaj zaboli, zbežimo. In zdaj mi razložite vsi tisti, ki ste uspešni. Ako imate izziv v službi, a zbežite? Ali greste se ga lotiti, pa greste razčleniti, pa iskati rešitev? Dajte mi povedati vsi športniki, ko veste, da bo naporno, a zbežite ali še bolj začnete na polno razmišljati tako naprej. In isto je to v bolečini. Čist isto. Ko bi človek vedel, da iz bolečin lahko ti veš, kak močen zaklad si prišel na ta planet. Jaz se spomnim moje prve ljubezni. Tako, po eni strani pravim, nisem bila tako močno razočarana, spomnim se, kako sem se predala brezpogojno in kako me je moj partner ta prizadel. In potem sem se odločila, da bom zaprla srce. Dokler nekega dne, po tem, kar sem vse naredila, sem rekla, oh my god, poglej, zakaj si ga zaprla. In potem vedno iščeš podobne take, da te bo še enkrat prizadeli, zato ko nisi pozdravil svojo bolečino. Si predstavljate zdaj, zaljubite se v moškega in ste zaljubljene in se mu predate in ta vas rani. In če vi ne pozdravite, ne greste v svojo bolečino, vi boste iskali ponovnega, ker morate to bolečino pozdraviti. Ok, toliko za enkrat, preveč je vsega. Gremo naprej. Ko predelamo postavitev družine, ko smo že malo postavljeni v sebi, potem pa je prav, da svojo boginjo spoznamo. In takrat je prav, da spoznamo moč tantre. Moč tantre ni samo seks, lepo prosim. Sakralna čakra je najmočnejša naša čakra in če bi ženske znale to čakro uporabiti, bi lahko delovale, vse posod bi lahko, kamorkoli bi šle, bi si postavile neke cilje, ne da z manipulacijo, ampak s tem, ker so odprte. Noter imajo energijo, dvignejo se na višjo vibracijo, energija ostane na tem nivoju, ali pa mene poglejte. Dajte mene pogledati, ne vem, 4 leta nazaj, pa zdaj me poglejte. Kje imam bolj izrazito to energijo? A sem imela prej, ali sedaj? Pa naj vam povem, da prej sem se ne vem koliko pripravljala, zdaj se pa sem prepustim. Ok, v redu? Tako da to je tudi pomembno, da ženske sebe prebudimo, da najdemo to svojo lepoto noter v sebi, da nam učke začnejo govoriti, da plešejo učke, da se učke smejejo, da vidimo ta nasmešek v učkah. Ok, idemo naprej. Dobro, potem pa je pomembno, skozi celo pot pospoznavamo pa hvaležno, skozi, zaradi tega, ker pri meni je pomembno, jaz ni kar tako v enem prostoru, pri meni mora biti vse.
tako lepo, se počuti ženstveno, zato ste tudi oblečene v ta pravih oblekah, zato da se res počutite ženstvene. Ok, potem gremo pa na modul ženski način vodenja. In sicer tam spoznamo, tam vidimo, kako je potrebno graditi odnose. To so pa skupinske vaje, kjer resnično si dovolite odpirati svoje izzive. Povedati, veste, zdaj ste že tako in tako malo povezane in upate deliti. In ko upate deliti svoje izzive, potem tudi dobivate nazaj, da vidite, kako se gradi odnos. To mi postavljamo se v ženski način vodenja, da se zavedamo, da ne napadamo, da ne znamo čisto vse, da se lahko tudi rečemo, da ne znamo, da delamo na soustvarjanju. To pomeni, v tem delu se gradi ženski način vodenja, se pa gradi na 4 sklope. Da se zavedamo, da je samo 5% talenta, 95%, oziroma imam tule 95% pa vztrajnosti. In gradimo vsa področja. Našo dušo odpiramo naše srce, potem mindset in dejansko, to meni vsa 4 področja, ne? Vsa 4. Duša, mišljenje, srce in zdravje. Vse. To meni delamo na tem, da res začutimo, kaj pomeni vodenje na ženski način. Ok, in je že to kura, še malo pa sem proti koncu. Zato, da boste razumeli, zakaj, kaj je poanta vsega tega. Ne je samo ena zadeva, treba se postaviti v celotno vlogo. Ok, največkrat, kar se pa zgodi, želimo postati nekdo, ne vemo pa kdo. In kako bomo to naredili, kot pa najbolje na način, da oblikujemo svoj vision board. Vision board. Če se ne vidimo, vision board sestavljamo za 3 leta. Za 1 leto je skoraj premalo, zaradi tega, ker so neki določeni procesi, ki tudi pri vas morajo dozoreti. Tudi paradižnik ne zraste čez noč. Tudi meta ne zraste čez noč, ampak je potrebno nekaj časa, da lahko res začnemo ustvarjati to, kar je na vision boardu. To pomeni, da se ponotranimo, da dihamo s temi občutki. To pomeni, čisto vsaka boginja oziroma ambasadorka sestavi svoj vision board. In tam se konkretno vpraša, kaj želi, kdo želi postati, kako se vidi čez 2 leti, čez 1 leto, kako to čuti. In na tem vision boardu, ko ga naredi, mislim, ja, vision board ga dela, prvo malo imamo še kaj vmes, prvo vmes imamo še pa malo protokola. Ja, to je zdaj tisto, kar bi rada tudi povedala. Ko so se naše dame odločevale, v moji šoli je tudi del bontona protokola. Kako je pač ženska dama? To pomeni, kako se obnaša, kako je, na kak način pozdravi, kdo da prvi roko, kako nosimo torbico, kako nazdravljamo, kako pijemo, ali ližemo nož, ali ne ližemo noža, lepo prosim, noža ne ližemo. Nož narežemo in ga ne ližemo. Prosim vas, polizati nož. To pa zaradi tega, ker vsaka dama ni dovolj samo, da je navzven dama. Jaz, ko vidim damo, da je tako, da je cela urejena, lepo našminkana, zna hoditi in potem vidim, da nima neke prefinjenosti noter, neke gracioznosti, vsaj malo tistega elegance, ne potegne. In pomembno je, da ženska mora biti usklajena na vseh področjih. In protokol je zelo pomemben. Kako se obleči, na kak način, kako sedeti, kako jesti, kako se pozdraviti, kako nazdraviti, kdaj piti, kako. To so nujne stvari, če želite biti res oziroma postati blagovna znamka. Zgraditi svojo blagovno znamko. Ok? Dobro, to meni to je tudi pomembno. No in potem imamo en kakavov obred, da me to, ko smo take dame, pa ko take sijemo, no in potem nastane vision board. In potem zaključimo z nečim, kar je pa tako pika na i, da se začnemo zavedati, jaz vam ne bom dala mojih polnih, ampak mogoče ciljne persone. Ni vsaka stranka vaša stranka, res ne. Tudi če pogledate, jaz sem enim zelo fajna, drugim pa absolutno ne. Eni me sploh ne opazijo in nič to ni narobe, nič ni narobe. Ko
ko znate določiti ciljno stranko, znate tudi skrbeti za svojo vrednost. In tu bi jaz lahko zdaj vam držala 45 minut govora, zakaj ljudje največkrat grejo na obrede, zato ker se izmolzejo, to pomeni izcuzajo se svoje vrednosti, ker jo preveč dajo. Dajo pa zaradi tega, daš, ko pa daš preveč vrednosti, pomeni, da nisi na istem levelu, ti moraš zapreti pipico. Zapreti pipico, to pomeni, drugič, ker če ne bo preveč vsega tega. No, in ciljna stranka je tista, ki vam omogoči, da se zavedate, da je za vsega obilja dovolj. Za vse nas je obilja dovolj. Čisto vse. Noben vam nič ne bo vzel. To, kar počnem jaz, počne še marsikatera ženska. In jaz jih občudujem in sem vesela, res sem vesela. In včasih kjero še povabim k meni in jo hočem spoznati, hočem videti, kako to počne. Zakaj? Vsekakor, tudi to bi povedala. Jaz ne morem delati z osebami, oseba, ko mi pišejo ali pa ko me kličejo, da bi rada delala z mano, ne bi, če še niti na eni moji delavnici ni bila. Ali pa naprimer, če nič pa bi sem delala z mano. To tudi ne gre, Ana. Drage moje, mi smo najprej, mi smo prve, ki delamo na intuiciji. In ko vidim, da ženska ne zastopi tega, da je pomembno delati na intuiciji, intuicija pomeni spoznavanje, spoznati, kako dela, na kak način, je to kje se lahko jaz pridružim, takrat se to gradi. Ko mi pa nekdo napiše, jaz bi delal nekaj za vas, jaz bi delala nekaj za vas, a lahko se vam to pridružim, jaz počnem to pa to, pa je to pa to, pa si mislim, pa draga moja, da me najprej spoznaj, ki imaš pred igro, saj imaš žensko energijo, za žensko energijo nastopaj, ne z moško. To je to. Tako se naše prvo srečanje konča. Prvo srečanje oziroma naši 15 srečanj, ki traje cirka od januarja do konca septembra. Konca septembra, skoraj 10 mesecev. V teh 10 mesecih je nekaj dni, to pomeni zadnjo tisto, ki je mogoče najbolj tako močno. Ko smo že res povezane, imamo tiste 3 dni skupaj, pa 2-krat imamo po 2 dni, enkrat imamo obred ljubezni, pa enkrat imamo postavitev družine, zato ker smo res odprti. In takrat je potrebno, takrat je super na bolečini delati, da ne beživa od tega. Tako da, jaz bi vas zdaj pozvala, drage dame, ko mi nekdo reče, ne vem, kakšna je cena, to je naložba za vas, jaz sem prepričana, da to, kar boste dobile pri meni, boste dobile za celo življenje. Mogoče prvi mesec, drugi mesec, če niti ne boste vedele, kaj ste dobile, sem pa prepričana, da boste proti koncu šolanja, proti koncu akademije, vsak sleherni dan bolj znale zaznati vaše spremembe, ki ste jih dobile skozi teh 10 mesecev. Ni enostavno, zato ker pravim, ne bežati od bolečine. V bolečini se skriva največji zaklad. In ko mi spoznamo bolečino, meni je bolečina pomagala, da sem danes tukaj, kjer sem. Meni je vsaka moja napaka pomagala, da sem rekla, oh my God, a vesolje, to si mi zato dal, In če si boste dovolili, drage moje, boste skupaj s svojimi ambasadorkami postale poslovne sodelavke, najprej boste postale prijateljice, zaveznice, podpornice, ena drugo boste znale opolnomočiti. Druga zadeva, kar boste, začeli boste poslovno sodelovati. Mi našo akademijo prvo nadaljujemo, ampak zdaj gremo bolj močno, bolj globoko noter. Zdaj smo pa že zrele za nekaj malce več, ampak v drugem nadaljevalni akademiji gradimo pa res na brendu. To pomeni, kdo sem, kaj si želim in zakaj počnem to, kar počnem. In stojimo stabilne, to pomeni mogoče tisto, kar je mene pri 30-ih, razni komentarji, razne informacije so me tako zbadale, ko pa ti enkrat daš to čez, pa veš, to ni moja bolečina, to je tvoja bolečina. Takrat tega nisem vedela, ampak vedite, da danes vem in danes poskušam mojim dragim ambasadorkam povedati, ko te nekaj zaboli, poglej, kaj je tvoje, če te ne zaboli, spusti, ker je to od tistega, ki ti je to pač dal. Jaz se veselim, da se boste prijavile. Mest je omejeno, tako da iskreno povedano najrajši, tako kot sem rekla, s 25 sem začela, končala sem s 20 akademijo. Tudi tako rečem, da nekje tam do, jaz bi tudi tako imela, 27, največ 27.
to niso pogoji, kdo je kje. Pomembno je, da znate delati na sebi, da se odločite delati. Garantiram vam, da definitivno dobite, izboljšate samopodobo, začnete sebe spoštovati, to pomeni, si dajete svojo lastno vrednost, se začnete zavedati, kaj je vaše poslanstvo in predvsem, kdo ste in kakšne stranke boste v svoje življenje privlekli in da lahko tudi rečete ne, brez kakršne koli krivde. Evo, toliko z moje strani, res bom vesela, do meseca decembra še zbiramo. Potem v konec meseca decembra bom pogledala ta nabor, tudi naredila telefonske klice, se pogovorila s tistimi osebami, s katerimi so ali so primerne, to pomeni, ne bi želela nobeno spravljati v zadrego, to pomeni, bo vsaka od vas imela pogovor z mano, da bo čutila, drage moje, to je samo naložba na vas, okrog 200 evrov na mesec. 200 evrov na mesec naj tudi podelim, da obred ljubezni 3-dnevni stane skoraj 1000 evrov, tukaj boste pa 200 evrov nalagale vase, 200 evrov, da boste delale premike, pa ne same. Zakaj pa raje v skupini? Vi veste, da jaz imam tudi dame, ki imajo denar in zelo z veseljem rade delajo individualno. Ampak najbolje je delati v skupini, zato ker najbolj ženski lahko pomaga. In ko jo ena moti, gre prvo tja, gre prvo spoznati, kaj je tam, ker tam noter se skriva največji zaklad. Tako da naj vam povem, ko sem jaz kje zunaj, ali karkoli, zelo rada, tako vedno ponese me pot, kaj mi, a je katera takšna oseba, ki še čutim, da me nekaj moti. Tam ta prvo grem. Zdaj več tega nimam kaj dosti, ampak tam grem, da vidim, kaj je še prav, da še sama počistim. Tako da, lepo vabljene, drage moje, obljubim, da bo tudi mož zadovoljen in presrečen. Mogoče bojo kaj moje karkoli dodali, ali pa lahko si preberete komentarje, kaj so moje drage dame napisale. Predvsem boste dosti bolj v svojem stebru, srce in dušo boste povezale, tako da ne boste večkrat tako bile vse povsod, ampak boste znali sebe začutiti. Znali boste razmišljati po svoje, ne boste kimale sem zato, da boste srečne, ampak boste šle noter vase, pogledali, kdo ste in to tudi odnesli naprej. Evo, toliko z moje strani, res se veselim. Do konca decembra pregledam, koliko vas je, potem v začetku januarja začnem klicati vas, da vidim, zakaj ste se prijavili, kaj je bil ta razlog, na kak način, oziroma to, da mi sploh poveste. Hvala za vse tiste, ki ste se že prijavili, drage moje, tako da sem vesela, ponosna na vas, hvaležna tudi za moje krasne ambasadorke, ker nadaljuje pot, res, ker so naredile take spremembe. Mislim, to človek lahko sem joka, Mislim, a veste, jaz ko vidim njihove spremembe, potem vem, kakšne spremembe sem tudi sama naredila, Ker drugače ne gre, to pomeni samo skupaj, lahko eni drugi opolnomočimo in delamo na tem. Tako da en čudovit večer vam želim, lepo se imejte, lep december, res lep december, naslednji vikend, kaj je že četrtek, imamo kaj? Četrtek, zdaj sem pozabila, bomo pa res delali na pismo, oziroma da boste vaše cilje predali naprej v vesolje, da bo leto 2023 vaše leto. Kak rečejo, novo leto, nova jaz, novi cilji in vse tisto, kar pa spada. En lep večer, čau, čau.